Pozdravljeni, sem Eva Kržišnik z UNICEF-a Slovenije. Ta posnetek pa je namenjen vlogi učitelja pri krepitvi integritete pri otrocih in mladostnikih. Učitelj z integriteto daje učencem odlično priložnost za krepitev njihove integritete, ko ti stalno opazujejo njegovo moralno držo, vrednote, odnos do sočloveka in do sveta, njegovo iskrenost in dejanje. Vendar zgolj zgled ne zadostuje, potrebno si je še sistematično prizadevati za krepitev integritete pri učencih. Zato lahko učitelj izkoristi vsakdanje kočljive situacije, podobno kot so bile predstavljene tekom vaj in delovnih listov, vendar pa si je potrebno v razredu včasih tudi namenoma vzeti čas za to in se namenoma lotiti te teme, torej krepitve integritete. Zbirko aktivnosti za krepitev integritete pri učencih najdete v našem priročniku z naslovom Integriteta v medosebnih odnosih, ki smo ga izdali pri UNICEF-u Slovenija in je tudi objavljen. Priročnik vsebuje 10 tematskih sklopov, predstavljenih ob 10 temeljnih pojmih, ki definirajo posameznika z integriteto. To so verodostojnost, pristnost, poštenost, celovitost, skladnost, moralne norme, osnove prava, pravice, enakost ter medsebojno spoštovanje. Vsak sklop vsebuje 3 delavnice, eno namenjeno otrokom iz prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, drugo delavnico namenjeno otrokom drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja ter tretjo za otroke iz tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Na tem mestu za konec vas vabim k raziskovanju priročnika Integriteta v medosebnih odnosih z usmerjenimi aktivnostmi za razvijanje integritete pri učencih osnovne šole. Nekaj predlogov aktivnosti najdete že na delovnem listu 6, za vse ostale pa vabljeni, da prelistate na spletu objavljen priročnik. Ko končate z izpolnjevanjem delovnega lista 6, ste opravili vse aktivnosti, ki so bile predvidene ob teh videoposnetkih. S strani UNICEF-a Slovenija vam želim še ustvarjalno in uspešno raziskovanje in krepitev integritete tako pri sebi kot pri učencih še naprej.